Dobrodošli na našo 7. delavnico iz sklopa Kultura pred inkubatorjem. Delavnica se glasi Večni turnus in samonikna prizorišča. S to delavnico izvajamo skupaj projekta Tun inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v obalno-kraški regiji. Današnja predavatelja oziroma izvajalca sta Toni Vračanov in Luka Vevk in jaz bi jim kar prepustila besedo. Pozdravljamo se. Dobro, da bomo čim manj formalni. Hvala vsem, ki ste se držili danes. Zelo cenimo vašo prisotnost. Zdaj tako, gledam nas je malo, jaz bi predlagal, da se res dasti bliže, da se damo malo v krog. Jaz in Luka se nismo posebej pripravljala na delavnico, sicer pa imamo dovolj znanja glede tega, kar bomo danes obravnavali, po moje, da ne bo nekih težav. Delavnico bomo vodili predvsem tako, da bomo izhajali iz vaših želj in pričakovanj, ne? Tako da bi jaz predlagal, da na začetku se mi dva predstaviva in poveva, kaj delava in kakšne so naša znanja, na to pa se predstavite vi in poveste, kakšne so vaše pričakovanja in kaj bi radi izvedli iz te delavnice, da ne bomo neki tu dolgovezli stvari, ki vas ne zanimajo. Zdaj večina od vas mi tako pozna. Večino vsi. Pač sem študent drugega letnika menedžmenta, s čim se ukvarjam, predvsem z nekim projektnim menedžmentom, politiko, razvojem nevladnih organizacij, civilne družbe in sem predsednik društva KAM, Klub aktivne mladine. In v teh letih se nam je sprofiliralo predvsem ta koncertna dejavnost, ne, kjer smo precej močni in smo si v teh letih nabrali predvsem nekih praktičnih znanj, ker teoretskih nismo imeli kaj dosti, ampak s časom so prišli tudi teoretska. Ne. In tako da jaz lahko predvsem govorim tu o nekih projektnih vidikih, menedžerskih, kako se vodi organizacijo, kako se vodi prireditev, kako se vodi skupino ljudi in tako. Naj poveš Luka, kaj je o sebi. Mene vedem, da tudi vsi poznate. Če ne, sem Luka, sem diplomiran kulturolog, nezaposlen. Pač sem v kolektivu Panda Banda, skupaj s punco pač delamo koncerte v Kopru in Ljubljani in še kje drugje po Sloveniji. Poleg tega sem tudi založba, pa na Radio Študent sem v glasbeni redakciji od 2011. Če ne sem aktiven na lahko več, ne, muzijskem sektorju, to da delam koncerto od 2005. Jaz pač nimam toliko teoretskega znanja kot Toni, tako da pač lahko govorim malo bolj o praktičnih zadevah, pač kako, kaj je, mislim, delno teoretično znanje, ki imam, je pač o punku, pač kaj je DIY, oziroma pač do it yourself, naredi sam, oziroma bodi sam svoj mojster in pač lahko malo predstavim, kako se handlajo zadeve, ko se tiče organiziranih koncertov pri nas, pač tudi kje drugje, po Evropi, morda tudi po svetu in ne vem, lahko je malo tako skozi proces, kako zbukirati koncert ali kako se zbukirati turnejo z bandom, tako da bolj te praktične zadeve. To je to. Jaz bi pač rad videl, da prijemo tle bliže, da se damo krok, tako se mi zdi ful nekaj praktične zadeve. Ja. Vsak je več opisan in vse snapravljeno. Ja. Mislim, da si igral pa izgledno.
Imamo sobo. Tako prišli v Texas in vse bilo. Težek zrak. Tako da ja, pač, kot je predlagal Toni, lahko pač Dobro začel. kaj zanima, pa a pa se samo sebi intervjujo. Ne vem, kaj predlagam, da začnemo. Kje? Miha? Kje kaj? Pač ne veš, samo se predstavim in povej, kaj te zanima. Zliha, tudi me prepozna večina ljudi. Jaz sem tudi brezposelnen, ampak se udejstvujem več ali manj z njimi dvemi. In sem tudi to pred leti delal v Izoli, v klubu. Po nekaj časa pač ni bilo nobene opcije, dokaj zdaj kakšnim letom spet sem videl, da je tle malo dobre volje odžiran, sem rekel, da bi pač rad sodeloval z njimi in koliko se da pač pomagam, da bi pomoč. Nič uradnega, to je malo se to. Kaj pričakuješ od te delavnice oziroma kaj bi si želel izvedeti? Da me preseneti. Sem prišel pogledati. Kaj je pošteno. Dobro, super, naravno se ne vem nič napisati. Jure? Jaz sem Jure, sem tukaj verjetno najmlajši, še dijak, končujem srednjo šolo in tudi me zanima to delovanje na mladinskem področju in samonikih, prizoriščih. Kaj bi rad zvedel? Zanima me ta DIY scena, da skvotih jih ne vem, če pa še sem. Skvoti pa paše. In ne vem, to je, sem se prišel pustiti presenetiti. Sem pa tudi. To je to, vse. Moje ime je Selma, sem študentka s FHŠ in me tudi zanima pač ta alternativna scena oziroma kar se da narediti na tem področju. In tako sem prišla poslušati kolege, da vidim, kaj nas povedati. To je to. Hvala. Kaj tebe lahko spustimo, Teja? Malo hitro, lahko povem. Povej. Nič, jaz sem Teja, sem druga je banda, jaz sem Panda. Nič, jaz ne bom, res moram še kaj dopolnjevati, ker imam v bistvu nekako se zelo kot on komplementirala znanje s Tonijem in v bistvu sem prišla podpreti in pogledati in kaj dodati, kot pa da bi, da v bistvu jaz bom tisti teta iz ozadja. Jaz sem Tanja, sem pred kratkim diplomirala arhitekturo in delam, ampak trenutno sem za prispevke, tako je eden danes. Nič, kaj sem prišla sem, v bistvu, ker me zanima, kaj se lahko še razvije iz te scene, ki se trenutno dogaja, ki se mi zdi zelo pozitivna tukaj pri nas in bi rada pohvalila z ta društva, se mi zdi, da res pač se dogaja na koncertni sceni. In v bistvu bolj kot drugo zanima, kaj bi lahko se še, kam bi se lahko še to odprlo na še druge področja, alternativna predvsem. Zelo dobro vprašanje. Jaz sem vredno razmislekal vsega. Hvala. Ja, hvala za pohvalo. Jaz sem Amanda, sem zaposlena, občanka Izole, sem prišla kot opazovalka in tako me zanima, kam se to razvija, kako je scena na Obali. Jaz sem Samo, sem zaposlen v javni upravi in vas podpiram. Vemo. Povejte, kaj delate, no? Zdravstveni delavci. Zaposlen v zdravstvu in to sem prišel poslušati. Dobro, tu zdaj ne vem.
Kaj vas dva tu je ravno? Mislim, ti Borut itak nas lahko dopolnjuješ vmes, ne? Dobro, jaz recimo moje izkušnje so precej različne v smislu, da delamo mogoče sorodne stvari, tudi izhajamo mogoče z drugačnega backgrounda. Jaz drugače trenutno, poleg tega, da sem programski vodja Pine, vodim tudi programski odbor festivala Jeff in delam program Art Kino Odeon. Lani smo štartili ta festival Izis v Izoli, konc leta. Pina delamo ta festival poezije Tripa, tako da to je večino neposredni dogodki, s katerimi se ukvarjam. Tudi bolj koncertne oziroma glasbeno dogodkovne narave. Me zanimajo vajne izkušnje oziroma izkušnje vseh vas, ki morda mi uspel osvetliti neke vidike, ki jih ne poznam. Tako da me zanima recimo prav Lukova izkušnja s tujine, kako so prakse v tujini. In recimo tvoj Toni, v bistvu ta simbioza med nekim, ki vem, da se s tem ukvarjaš med samo organizacijo in pa to politično noto tega. To recimo, to področje me zanima. Ok, super. Ja, prej smo pozabili omeniti, z katerega okolja izhajamo, ne. To je predvsem neka alternativa underground, čeprav zadnje čase jaz sploh ne vem, kaj bi bila to alternativa, ne. Mislim, v 90-ih se mi zdi, da je to bilo precej jasno, ne. Medtem ko zdaj jaz ne vem, čemu smo mi alternativa, oziroma sploh si želim biti alternativa, ne. In underground. Tako da, zadnje čase smo začeli predvsem uporabljati ta izraz samoniklo, ne. Ki smo ga uvedli s to publikacijo, ne, iz leta 2012. Ki je bila izdana preko ustanove Pohorski bataljon. To je ustanova, ki povezuje ta samonikla prizorišča po Sloveniji. To so Kutkance, Prešeren, Menza pri Koritu, Trainspot Station, Kranj. Pekarna, ja. Kaj je še? Črnomelj. Škofja Loka. Škofja Loka. Civkno. Cmak, ja. Koga? Ne, Svenak ni, ampak oni so pa ful povezani tam s Cerknom. Ja. Tako da je ta ekipa nekako posredno, ajde, če ne vsaj neposredno povezana. Ja, ti imaš sorodnike gor, ne si mi govoril. Boss, Bistrica ob Sotli. Bistrica ob Sotli, tam je nek čudno kraj. Ne vem, kaj jim dajo za biti, ki so si ultra ustvarjalni in angažirani. Ampak ko jebi na totalno. Sam preden gremo naprej smo še dva pozabili, kolegico in kolega, ki slikajo. Ja, sem hodila reči. Ja, sramen, joj, Mirna, oprosti me. Še jaz sem vaju povabila. Ja, še Mirna se povabila. Sem Mirna, koordinatorica projekta, delam na Pini od julija 2013. Mene pa zanima, bom malo pribade, več kulturni vidik v tej sceni. Če je sploh pomemben, pride do izraza, je... Misliš, ta več kulturni vidik iz tega vidika teh pripadnikov različnih žanrskih več kulturnika? Oboje varianti. Aha, okej. Raznolikost. Ja, recimo. Več kulturnost ni raznolikost, ne? Ja, če več kultur so različne med sabo, torej je raznoliko. Ne? Nimam prav sklepanja? Popularna kultura je to zabrisana predvsem. Ok, vidiš, nekaj smo v tujini naučili. Dobro, kaj začnemo? Šolni fant. Ja, sorry. Dobro, jaz pomagam na Pini, video, foto, koordinacija, snemanje, v vezi z multimedijo malo. Jaz predavanje bo zvočno in zvukovno posneto in bo tudi na YouTubeu. Da če imate težave, povejte. Malo upamo, da ne bo večjih failov, no? Vse nobenega. Ni res, dejansko gledam. Dobro, prvo, kar je Jure izpostavil, upam, da je bil Jure, je ta DIY scena, ne, in skvoti in te izkušnje tvoje, Luka, predvsem v tujini, ne. Ok, pač veliko na kratko teoretsko izpostavljanje zadevo, pač do it yourself,
se zgodi enkrat v 70-ih, pač v Ameriki, kot kao bodi sam svoj mojster, ampak v konc 70-ih, začetek 80-ih se pojavi en band v Angliji, Kras, ki začne pač prijemati stvari svoje roke, s tem, da so pač lahko bolj neodvisni od založb in tako nakratko pač začne razvijati tale DIY punk scena. Skozi 80 in 90 se pač ta način širi skoraj na vse žanre. Kaj pa pomeni to je, da probaš ustvarjati stvari za čim manj posredniki, čim več stvari narediti sam. Pač ne vem, temu stoji reči kao DIY punk etika, to pač, da nimaš menedžerjev, da se ponovadi izdelaš za nek dober deal, da, mislim pač kot band. In isto pač velja za organizatorje, da delajo na tak način, da se čim bolj sami organizirani brez, ne vem, nekih sponsorjev ali ne vem, takšnih zadev, da čim več narediš pač sam. Snemaš sam, narediš veneli sam, sprintaš sam, vse. Še vedno pač na nek način si omejen, ker vsega sam pač ne moreš narediti. Moja izkušnja, oziroma pač naša izkušnja temu je, da ko sem enkrat spoznal to zadevo, sem spoznal ful ljudi. Sem prišel nek krog, ki je mednaroden in je povezan z prijateljstvom in nekim zaupanjem, ki ga pač on, mislim, je tako nekaj, kar je pač čisto neobičajno za današnjo družbo, ker pač ljudje ti toliko zaupajo in so toliko odprti do tebe, da kdaj te pač to celo preseneti, ne, pač neka pač prijaznost, pač meni je že to kdaj ful izjemno, da nekdo pač sploh mi organizira koncert, to pač, da se toliko potrudi, da to naredi, pač, ker vem, koliko pač truda se vložim, je pač to ful fascinantno. Pač ta scena etik se razlikuje od države do države, od kontinenta do kontinenta. Je pač določena na temo, ki pač tudi mi omenimo kot samonikla prizorišča, ker pač ti ne moreš imeti neko DIY sceno v kafiču, ker pač ne gre skupaj, ne. Mislim, lahko na nek način gre skupaj, to ponavadi se dogaja na vzhodni Evropi, ker ni toliko opcij za avtonomne oziroma samonikla prizorišča, ne. Medtem ko pač zahodna Evropa ima to bistveno bolj razvito in pač tle lahko govorimo o squatih, o house projectih, občnih co-opih, pač squati, veš kaj je. House project je ena stvar, ki se začela pojavljati predvsem v Nemčiji in na Nizozemskem. To pač, ponavadi so bili to squati, ki se folk, ki je živel v njih, jih kupi svojo last. Z nekimi mehanizmi, kot so House Syndicate, je eno teh, ki v bistvu dajo ne kredit brez obresti, da pač ti lahko kupiš bajto, oziroma ti tu omogoči, da dvigneš kredit za delovanje pač prostora. In na nek način to pač je rešilo celo to skvotovsko zadevo. Po drugi strani pa res ful malo teh pravih skvotov, tako po Nemčiji in na Nizozemskem, ne. Co-op pa je, kako se reče to po slovensko? Kooperativa, ja. No, pač nek folk, na primer, kao imel restauracijo in mi si tle se zmenimo in damo cash in imamo, imeli klub, damo mi vsi cash skupaj in pač imamo nek to full girl, sem ti povedal, no. Mi ste neko medsebojno delovali. Ja. Ne vem, medtem ko pač jaz tu hotel malo Balkan izpostaviti, na Balkanu pač imamo mi, po mojo najboljšo infrastrukturo, zatem je Hrvaška in pol bolj ko južno, ko greš, pač malo slabše je, no. Odvisno kje, ne, nekje pač tu sploh ni scene. Tle pač je tu zadeva, ki, če včasih grem lahko tudi to debato, pač mej, ki pač me zelo omejujejo prihajanje drugih umetnikov in odhajanje ven in pač če se ti zaprt v eni sobi, nikoli ne boš vedel, kako stvari delujejo. Zato kdaj pač na Balkanu je pač ful čudno igrati špile, ki tako pač, what? Zato, ker tako pač so ful čudno organizirani, ful stvari pač ne ve, kako jih speljati prav, ampak je pa ful zabavno. Tako da Balkan sem meni tako najljubših placov zdaj na turneju, ker pač imaš vedno fevke na meji, pač vedno možeš si gambljati s tem. Ali pa pač ta takavnet scene. Mislim, tle bi lahko ful nakladal, pač kako
speljati eno turnejo na Balkanu, ki po mojem mislim, ful je za fakt, ne razen, če ne greš nekam, ki rabiš vize in isto pač tekaj tako neto. Ampak. In po drugi strani pa vidiš ljudi res, ki dajo, ki nimajo nič, nimajo res kome preživijo in res dajo vse svojo moč, vse svojo energijo za neko koncert. In bo veseli res vsakega človeka, ki pride na koncert. In da pride neka skupina, ki pride skozi mejo in prideš ti gre za njih, mislim, to je največje veselje. Res ne moreš verjeti, kako so res veseli, se potrudijo. Čeprav ti ne more dati dosti denarja, se potrudijo v sami organizaciji, pripravi hrane, pripravi prostora in je res ene izmed najboljših doživeti res na Balkanu. Kljub temu, da pač niso toliko... Gostoljubnost balkanska. Ja, res, mislim, to, kako res vidiš, da pride vsak sosed, ne vem, bodi se ali poslušaš toliko glasbo, pač bojo prišli in naredili res neko zabavo. Ja, to je predvsem značilno za vzhod, ne, ker pač zahod, pač zahodna Evropa, govorimo o Evropi, ne, je ful nasičena s koncerti in pač folk dol veseli, znaš, pač ti si samo še en band na turneji in tako, ne. Medtem, ko greš pač na vzhod, bolj ko greš na zabačene place, bolj je folk vesel. Zdaj, da če pač malo praktično poskočim na to zadevo, je tako zadeva, da pač samo iz neba ne bo ti nič padlo. Razen, če tebi uspe pač za pomočjo interneta, ki je danes full faktor, da postaneš full zahajpan in ti ga nekdo pač zbukirati turnejo ali pa tebi ful lažje dobiti kontakte. Ponavadi imaš ful samega sebe dati notri. Pač na začetku je to res ena najtežjih stvari. Ker ti vedno pomagalo to, da če že ti delaš koncerte, na tak način pač prideš v ta, lahko rečem, nek krog, nek pač te DIY subkulture oziroma pač bukiranje koncertov, folka in tako naprej, tako da, ko se prvič lotiš tega, je ful težko in pol ga vedno lažje, ker začneš tako spoznavaš ljudi, dobivaš kontakte in to je tako kot nek, ko se reče, snowball efekt. Efekt snežne kepe. Tako da pač, če hočeš pač priti do tega, moraš ful samega sebe dati in to je, naprimer, ne vem, se zbukirati eno turnejo, rabiš poslati, ne vem, za 10 dni moraš da 300 mailov, moraš da teh 10% odgovori ne in 1% pač 2 ja, ne. Tako da te pač, ne vem, lahko ti mi kakšno vprašanje pač postaviš, tako da sem bolj specifičen, ker pač... Ja, če meni zdaj rekel, da pošlješ 300 mailov, pač okej, ti imaš zavite Evrope in rečeš, jaz bi rad nastopil v tej državi. Ja, aha. Dva kluba poznaš in kaj pol, ne vem, zgooglaš klub v Nemčiji, to. Ok, full vprašanje. Ja, to je... Še bolj pa za skvote me zanima, ki je še bolj podzemna scena, ko priješ do tega. Ok, to je cool vprašanje. Naprimer, bom začel obratno, ne. Ko smo pač mi začeli bukirati bende, ne, pač ti imaš en e-mail. In vidiš nek band, ki na turneji in mu pišeš. In pol ta band ima ene kolege, ki hoče tudi na turneji in dajo tvoj kontakt. In pol kar nekaj, čez par mesecev imaš ti tako na dan 3 maile, da bi nekdo hotel igrati pri tebi, ne. In isto, kot ti začneš kao iskati kontakte, ne. Pač vedno prvo imaš par kolegov, ne, ki so na primer v bendih. In pol njih vprašaš, imaš kontakt za, ne vem, severni del Nemčije, ok, moram, da imam kontakt od tega. In pol vprašaš tega, ok, lahko pomagaš, pa mi daš kontakte. In pol tako se začneš kao nabirati pač ta spektr kontaktov. To je ful organska zadeva, ne. Razen, če nočeš biti DIY, ne. Pač imaš ti folki kao pravi, da se DIY, imajo neke booking agencije, oziroma nekoga, ki jim to naredi, ne. Naprimer pač, jaz sem si zdaj skozi toliko časa nabral toliko kontaktov in pač lahko enemu bendu zorganiziram turnejo, ne. In na tak način pač to delujem, pa nek folk pač začne to izživeti od tega. To se začelo pojavljati tam 2005, so se začeli pojavljati prve te majhne kao DIY booking agencije, ne, da niso bile neke tako večje, ki so pač pripeljali ameriške bende in take zadeve, ne. Pač to samo zame to le novo, ne.
Pač jaz ne, tako je, pač jaz bi blokiral band, ki mi piše preko booking agencije, če je z nekje pač zdaleč, da ni pač z Evrope, ker vse stalo pač mi je tako mi za manj, ne vem. Razen, če niso neki ful kolegi in pač so izjeme, pač priznam, to je tako organska zadeva, pač je povezano s prijateljstvom in pač tako, pač to je ful glupo in tako ful si omejen, da tako, da delaš bandit kolego, ne, pol vidiš tako pač te kolegi, ki so, ki vidiš pač kakšno turnejo imajo in tako je vedno isti krog, ki pač vsi si pomagamo med sabo in pač to je naredi pač zadevo ful enostavno in ti na nek način tako pač tako greš naprej, znaš, pač to je legitimno tako začeti, no. Kako pa pač si narediš kao tuj plan, pač se vsedeš Google Maps in vidiš koliko dni imaš na razpolago in kam bi šel, ne. Ponavadi najboljše začeti v centralni Evropi, ker je najbolj razvito. Pol čim greš drugam, pač lahko ne vem detalje, ne. Letos za HHB smo hoteli iti v Španijo in smo pač pušti na polni črti. Pač prvi, ker smo imeli premalo dni in smo imeli ful malo pač časa, da bi prišli tam, ki smo hoteli priti. Po drugi strani pač da je taka scena v Španiji, da če ne gaš, znaš nekoni Throw the Beat ali pa ta nek post-punk te ne jebe noben. In isto pač za Francijo, je tako ful folk je tako omejen žanrsko in če ti pač nisi kao pravi trenutek, pravi band, je pač ful težje. Težje da vidiš, že sploh dobiti koncert, kaj šele odziv publike. Ja, odziv publike pač pol pride, ne vem, to pač X fakt, tako pri nas, nikoli ne veš, koliko folka bo, ne. Tako da ne vem. Zdaj si rekel, da greš v bistvu bolj preko poznavnosti se ta mreža. Mislim, ti poznaš in bolj dobiš to je to, to je pač point tega DIY kulture, se mi zdi. Gradiš tudi neko socialno mrežo. Ja, in je ta socialna mreža ful močna. Bolj, ko si aktiven, bolj močna je. Znaš, pač, in to je tako, pač vse to meni da tako res neko izjemno zadovoljstvo in tako pač sem ful ponosen, da sem del tega, da kamorkoli grem, pač vem, da bom imel plac za spat, znaš, pa ne vem, bomo potrkli na vrata nekega skvota ali pa, znaš, pač tako kot se nam dogajalo, ko smo bili v Ljubljani, ne vem, pač folk nam je trkal na vrata tako, ki, ne vem, pač enkrat se spomnim, da nekdo pozvoni, tako odpremi nek punk, hello, I can sleep here, Jaka told me that you have a place for me, jaz tako, kaj? Pač kdo si ti, pa kličujem pač kolegov, tle nek tip, kaj, kdo je to? Ko jaz sem rekel, da lahko spi pri nas, okej, valjda pridi, ne. Politik se skazi, da bi ful cool, ne, tip in pač tako ne vežeš stike, mislim, to so tako pač majhne zgodbice, ki ti naredi tako pač. Kako zaupati enemu človeku, ki ga prvič vidiš, mislim. No, da je res na nekem zaupanju, tudi mi, ko smo začeli delovati kot punk banda, nas je nobeden poznal. Verjemi, tisti prvi začetki delanja koncertov so najtežji, ne, potem sproti toliko dolgo koncertov in s pandemonijem, tudi bendi, ne samo iz Evrope, tudi iz Amerike in posod so nas začeli spoznati in sami pišejo. Nam ni treba, v bistvu sami bendi pišejo, recimo iz Evrope in iz Amerike, nam pišejo nam, da jim delamo koncert, ne. Ker nekateri bendi tudi pač pišejo o ljudem, ki jim pač zaupajo, ne, ker vejo, da bojo dobro naredili koncert, ker so že bili prej in tako naprej. To je pač res tisti prvi začetek blokiranja bendov in spostaviti neke kontakte je najtežje, ne. In večinoma v enem letu prideš v nek krog. Nekako tako. In kaj je pač ful pomembno? Ja, pač ful pomembno to pač, da si fair, da pač bendu postrežeš predvsem kao dobro hrano, pač to sem folk najbolj zapomne, pač te res, tudi tako pač, tudi jaz. Imam par anekdot. Ne, folk pač jaz vem, kaj smo jedli in nekak je bil špil ponavadi. In tako da pač to, mislim, lahko je malo tako, ko se organizira zadeve, sem malo da to kasneje, da ne bom toliko govoril, ampak pač pomembno je, da si ti fair in če si fair, pač greš stvari naprej. In druga stvar, ki se mi zdi ful pomembno, se pač pozabil pač posebej izpostaviti se te zadeve, da delaš nek dober deal. Če deluješ v tem sektorju, ker pač nimaš nobenega financiranja, ne. Tako da jaz, ko sem pač prej rekel, že meni je tako izjemno, da nekdo pač vzame čas in energijo za mi delati koncert, se mi zdi glupo, da bi mu še težil, da da cash iz svojega žepa, zato ker niti jaz tega nočem delati, ne. Čeprav
ful, ker sem šel na bankomat, oziroma smo šli na bankomat, ki pač je bilo malo folk in ti bedno dati, znaš, 50 € bendu, ki se vozijo samo, da ti odšpilo nekje, ne. Tako da, ne vem, pač. Beni si pristanejo na to, pa navadi, da koliko je folka, toliko dobijo, ali so kakšni? To je to, ne. To je priori zadeva v tej sceni. Ti sploh ne vprašaš za denar, ti pač, mislim, jaz pa navadi, ko pišem maile, pač vedno napišem, da nimam nobenih finančnih zahtev. Pa navadi ti bendi, ki pač dobimo, je tako napisano, oziroma pač so kao neki stroški napisani, koliko imajo, ne. Po drugi strani, ja, pač, znaš, če pa imaš ti en band, ki ti prileti, ne vem, pač z druge strani sveta, pa neka garancija mora biti, ne, jaz, ko sem bil enkrat z enimi kolegi iz Amerike na turneji, oni so šli na isti ta princip, ne, kao pač ima drug deal. Sam pušiš, znaš, mislim, si ne pokriješ niti karte, ne. Po drugi strani, znaš, lahko greš na to sceno v Nemčiji, ponovadi so pač cool drug deali. Tako je še malo zgodovine. V 80-ih bil pač konec 80-ih bil en ful pomemben band Fugazi z Ianom McKayom, ki pol bil pri Minor Threat in pol so naredili na ful založbo Discord Records in oni so začeli nekaj prvih, ki so začeli furati te drug deale, All Ages show, pač v Ameriki moraš biti, ponovadi v barih moraš imeti kao 21 let, da lahko greš notri. To se začelo takrat ful promovirati, še posebej na hardcore punk scene, da lahko vsi pridejo. Ja, v Ameriki. In oni so začeli furati te drug deale, ne, in pač Fugazi počasi so začeli postajati pač malo večji band in je bilo pač, znaš, vedno več ljudi, ne. In pol ti direkt vidiš, kao, tle na tem špilu, ki je bilo 100 ljudi, sem dobil toliko keša, na tem špilu, ki je bilo 50 ljudi, sem dobil toliko keša, skoraj isto, tle nekaj narobe, ne. In pol pač so oni pač začeli to delati, kao, ne, da pač igra za drug deal, mora biti kao All Ages in pač moram pokazati, koliko folka je bilo, koliko kart je bilo predanih. Oni so vedno vzeli toliko denarja, kot se rabili in vse ostalo pač je šlo to za benefit, oziroma pač neki dobi organizator, ki je bil pač priden, ne. In pol to se tudi pač tako, v Washington DC sem imel srečo, da sem bil po enem takem podobnem koncertu in oni profit, ki se navedejo, še vedno za neke benefit scene, ne. In se mi zdi to pač to funkcionira, sem videl tudi ogromne bende, ki tako delajo, ne. Pač en primer, zdaj pač prihaja Tragedy, to tako pač vedno en največjih punk bandov pač v Podzemlju zdaj, ki, ne vem, pač pride na njega tudi pač 1000 ljudi, če je dovolj veliko, ne vem, v Ljubljani so 3 leta nazaj, ne, 2009, ko so igrali, so mogli narediti 2 koncerta, da je lahko dovolj folka prišlo notri, ne. In je bilo vse stare na drug deal, pač samo so hoteli videti, koliko kart je bilo, toliko keša so vzeli in ostalo so pustili za notri v klubu. Daj, poveš ti kaj, ki sem videl, da je tako nakladno. Mene je zelo vprašanje zate, oziroma dva. V čemu je sploh point ta DIY scene? Dobro, nekaj smo lahko že zdaj razbrali med vrsticami. In če poveš ljudem, kaj je ta kar neki, verjetno, da ste jih ne ve. Kaj je point? Point je, da če to pač pogledaš spet nazaj malo zgodovinsko, to pač prihaja iz ene subkulture, oziroma pač iz punka, ki je bila neka kontrakultura, ti pač direktno da odgovor, da pač to je nek odgovor na, lahko rečem pač na rock'n'roll, na komercialo, na potrošniško kulturo, na potrošniško kulturo, to je tudi, pač, jaz razumem to, ker jaz dela ne razumem, jaz nisem nek mezni delavec, da bi rabo dobiti, znaš, nek denar, pač to je moj hobi, to je pač moje veselje in se mi zdi tako pač moje funkcionirati zadeve. Atakrionet pa je to import-export zadeve, ko greš čez mejo, naprimer, pač ko greš na Hrvaško, še leta nazaj si mogel imeti Atakrionet, če si hotel iti igrati tam, pač vso opremo si mogel imeti napisano, na obrtni zbornici, gospodarsko, moraš narediti pač nek fucking papir, ki te stane 70 €, ti traja eno leto in pol ti se moraš drkati na carini, da ti oni pregledajo opremo, da ti oni igrajo računalnik in vse piše tle, lahko ti gre nove zgodbe še na ure. Ti moraš na tem obrazcu popisati celotno opremo, ki jo ti predložiš na carini. Carinik, če ti gre slučajno dobiti carinik za ta obrazac, sem ti šel gledati vsako opremo, vsak
vsako glavo, vsako kitaro, mora biti vse točno določeno, nič ne sme odstopati. Ja, to točno pač... določena, točno let, točno določen ritmi kitare, vse mora biti kot je. To je neveno zato, da ne bi kao pač se prodajali stvari, ne. Ja, to je pač catch. Mislim, to je ta point, ne, zakaj je ta import-export zadeva, ne. To je še danes. Ja, če greš naprej izven Evropske unije, ja. Bosno, Srbijo. Bosno, Srbijo. Nekateri bendi gre tudi brez tega, samo, veš, ni nobene 100% zagotovila, da te spustijo naprej. Ne vem, z Melete smo šli brez tega. Nimaš tega povzame, zaseže. Ne, te ne spustijo, oziroma te delkajo, ko greš ven, mislim, tle so pač ful smešne zgodbe, mislim, da smo že vsega svašta doživeli. Tega, da smo že mogli tja pisati ta takavnet v Bosnice, ki ni znala. Včasih smo bili z Melete, Ja, pač to je podkupovati in take scene, to je catch, tako sem pripravil, zato je bil kan zakon, ki je vedno pač aventura, ko greš, no. Kaj je bilo še kakšno vprašanje? Ne, to je bilo to. Dobro, si bil kar izčrpen, ne, po mojem. Lahko bomo še kaj povedali glede tega. Ne vem, Selma, ti si spraševala, se mi zdi, glede altra sceni. Si omenila, da te zanima to, ne. Mislim, kako ta altra scena v Sloveniji, ne, to je Belko je boljše mene spet. Tako, no, predvsem se mi zdi, da se goji v teh nekih samoniklih prizoriščih, ne, po Sloveniji, ki so, no. Ti si iz Maribora, verjetno Pekarno poznaš, ne. Ja, nekaj malo. Malega, ja, vem, da dosti Mariborčanov sploh ne zahaja tam kaj preveč. Ne vem, kaj bi lahko povedal o altri sceni, no. Obstaja kakšna altra scena, ki ni na samoniklih prizoriščih. Ma ja, saj so repetitor bili v Figabaru. Ja. Ma ne, no, mislim, zdaj jaz to sam tudi pri sebi več ne vem, kaj je alter in tako, ampak mislim, da največ se dogaja v teh prizoriščih samoniklih, no, zdaj kaj je beseda samoniklo pomeni, nekaj, kar je izraslo samo od sebe, ne, tako z nekimi pobudami določenih ljudi, tako kot je Panda Banda zrasla, ali kot smo mi zrasli, ki smo se dobili in smo imeli dovolj vsega, tam sedenja na kavici in samo debatiranja in smo hoteli nekaj konkretnega narediti, ne. Na začetku smo bili precej naivni, smo mislili, da to je ful lažje. Ampak smo kar hitro padli na realna tla, ampak se nismo ustrašili tega, no, in smo šli naprej. Zdaj ne vem, ja, tako kot Luki širil te DIY sceni veze po Evropi, se tudi nam po Sloveniji, ne, in smo tako povezani, ne vem, zdaj s Train Spotom v Kranju in si tu izmenjujemo tako bende pa kontakte, ne. Se že 2 leti planiramo narediti to booking listo slovensko, ne. V teh prizoriščih. Pa tako s Smahom smo povezani, pa tudi s Pekarno precej, pa z MKNŽ-om, ne, MKNŽ vedno poznažuje njega. Pa s Tolminom, Sajetom. Tako da obstaja kar močna po moja altra scena, ne. Zdaj, eni bendi so ful tako nahajpani, ko bi rekel. Nahajpani, ne, kar razloži. Fuck, hyper pomeni, da si popularen, da te mislim, da eno kdo lahko pomaga. Popularno biti. Ja, pač da te nekdo naredi popularnega. Ne vem, te lahko rečem tipo, da pač veš tako full factor za hypanje bendov, ne. Pač veš neki full uno, bam, 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 veš hit, veš uno, to pač tipo ne vem, tako, Terus, full meni, cool kolegi in to, pač oni so bili full za hypanje, uno. To je bil najbolj slovenski band, najbolj slovenska plata, pač po vseh radijih in pol tako, znaš, nek folk začne pač razumeti tako, da je to dobro, ne. V bistvu mediji in internet ful vpliva na razumevanje kaj dobrega in slabega. In pol lahko imamo tudi to debato, kaj je sploh alternativa in pač kaj alternativa, ne. Pač, ki to pride pol neke pač teoretske cahe in neke terminologije, ne. Zdaj, znaš, pa lahko tle vsak si čisto po svoje razlaga, ja, vse te stvari. Ja, to je, ko nekdo pač odloči, ja. No, meni se zdi pomembno, zakaj mi to delamo, te koncerte, ne, pač tako eno je to druženje in spoznavanje, ne, med sabo, eno pa je tudi podpora tem nekih mladih bendov, ki nimajo tašnega dostopa še do medijev in jih mediji še dosti, ne, preveč obravnavajo, ampak tako imajo neko priložnost, da
da se predstavijo na neki publiki izven svojega kraja domačega. In pač to je tudi pomembno za sam razvoj lokalne scene, ne. Tako da probamo tudi pol te mlade lokalne bende nekako podpirati, ne, da jim omogočiš to izkušnjo, no, nastopa na odru in pač kako to koncert zgleda in potem tako, če vidiš čez 5 let, da se ta bend razvije nenormalno, si ful vesel, ker se počutiš, da si ti prispeval k temu, ne. Meni se ti pač lahko se navežemo, tukaj pač kolegica spraševala, kaj se da narediti in pač kaj bi lahko zboljšali, ne. Predvsem, ker pač meni manjka je to, da pač pomanjkanje prostorov, pač v prvih letih smo izgubili ful prizavišč za alternativno kulturo, ne, ali pa za mladinsko kulturo, ne. Šoto, loka. Sektor, kot praviš ti, ne? Ne, da pravi. Kaj praviš ti? Okej, ja. Tako te pisate v spisih. No, pač problem je to, da manjka en prostor, ki bi lahko pač ti prišel, poslušal band, pač bil na kulturnem dogodku in se pač družil potem. Trenutno tega prostora na celi isti pod Slovenci ni. Ker pač MKC je to zelo omejen. Pač ti lahko prideš tam, med koncertom se pač družiš s folkom, poslušaš, pol ko je konec, mi pridete, stari, moramo tle spucati, potem če greš ven, potem se spet na ulici, ne, bo prišli policaji, kaj greš lahko stran. In znaš, pač ta momentum, ki bi se mogel zgoditi, da bi se kao mladi družili, tega ni. In to tle hodi generacije mimo in to je ful problem. In če pač, ki imam priliko to izpostaviti javno, ne vem, če kdo poslušal na Radio Kapis, ko imajo župan odgovarja državljanom ali občanom, neka baba ga vpraša, da kaj pač mladi, kaj se imajo zdati mladi, ne, in pač začne župan govoriti tako, ja, sej, za mlade je MKC, ampak kot veste, ga uzurpira Marko Brecelj. Uzurpira, je rekel papo. Ja, to je tako. Vse je napisano. In ja, fakt, to je vse snet. Ja, moraš biti prijem. Ma ne, vse to je pač to je javno, tako da jaz lahko jaz samo povzemem. Ne, povej. No, ampak, pol pač je rekel, da za prevzeti kao MKC, oziroma MKC, da morajo biti organizirani in na to, kar je pač mislil, se mi zdi na mladinski svet 2005, ko so neki probali izrušiti pač ta ekipa Mladi Forum, ne vem kaj je SD, banda. Ja, meni se pač bilo na to kao mišljeno in da pač rabi nekoga, ki bi se organiziral in pol tle pride ta najboljši biser vsega, ne, da ja, sej, mi smo zrihtali, da zdaj na zatržnico se mladi lahko zbirajo, imajo partije in da ben gre skrbi, če bo mazano, komunala pride zjutraj in počisti in zmenili smo se s policijo, da jih pusti pri miru in pol tako, no, pač, zdaj sem tako že začel dobiti ono, parkirišče za tržnico. Ja, sem ono, dobil že tipkovnico, ki sem to poslušal, ne, in sem tako, fuck stari, pač mi imamo župane, ki razume pač mladinsko kulturo kot hub party, ono, wow, stari, to je to, ne, in se mi zdi pač tudi tle naš problem, ne, da mi ne pokažemo dovolj, kaj hočemo in kaj je potrebno. In če pač za nekoga, ki pač je na oblasti, hub party program za mladino, no, fuck, zdaj smo najebali. In to sem jaz pač bolj pristaš tega samoorganiziranja in biti čim bolj aktiven. In meni se pač to, ki tle vsi gradimo neko mladinsko platformo, je ful pomembno in se mi zdi, da so taki ful pomembni časi, da lahko dosežemo kaj več. Ne. Tako, kaj se da še narediti, ne, ki si ti omenila. Mislim, tako, ko smo mi začeli pred 4 leti, se mi zdi, da je bila scena malo v zatonu. Zdaj, jaz ne vem, če je to samo moj občutek, ali je dejansko, no, ki nisem bil toliko vpet v to. Ampak se mi zdi, da v teh 4 letih se je kar nekaj razvilo. Ne samo mi, ampak tudi, ne vem, Karančani, pa še druge skupine, pa Jeff, koliko časa je že Jeff? 12. Dobro, in tako, no, mislim, tu je... To je tukaj šok, ne, to je drugo, to je... Zdaj so zavljali, ja. To je druga scena. Ja, mislim, je neka scena, veš, ta kulturna, pomembna je ta razdolikost scene, ne. Dve različne sfere, no, če me vprašaš. Ma meni se pa, ne vem, pač jaz pravim gledati stvari na celoto, ne, in pač izhajam iz tega, da nismo vsi isti, da nimamo vsi... Je dejstvo, da je Jeff izšel iz šoka in brez šoka Jeffa ne bi bilo.
Je pa tudi res, da zadnje leta je dejansko to, kar je bil Kšok, ni več. Ne. Kšok je, mislim, da me ne bo noben Kšok odzamiral, če povem, Kšok je zgubil 2/3 sredstev v zadnjih 3 letih. Tako da ni več niti to, kot je bilo. Tako da Jeff se zdaj skoraj da v celoti samo financira. Tako da pač je načeloma je drugače, kot je bilo sigurno. Tako da jaz to vidim predvsem neke variante, da se mi malo bolj povežemo med sabo, no, vse to zdaj mi počnemo, gradimo to neko mladinsko organizacijsko platformo, ker pač smo se povezali tudi z ostalimi skupinami. Pač mi s Pando Bambus prej nismo neki baš poznali, ne. Oziroma Belk je bil ful skeptičen, ko sem jaz prišel na KC. To predvsej zelo rad poudarja. Staj, no pazite, kaj govorim. In tako, no, tudi z Ankarančani, pa še z ostalimi skupinami, no, da se predvsem povežemo malo bolj in da pač dobimo nekako malo večjo legitimiteto po nekih zahtevah po prostorih, ne. Mi zdaj te prostore iščemo že 4 leta, ok, se jaz razumem, občina ne morejo dati kar en tako prostor, ampak če vidi, da smo, ne vem, nekako dovolj organizirani, da imamo dovolj, da smo dovolj resni in da smo dovolj izkušeni, pač mislim, da imamo dovolj legitimitete, da to zahtevamo, ne, in da se nam to tudi, pač, da smo upravičeni do tega. Zdaj, to je spet bolj varianta Game of Thrones. Drugo je tudi potreba po mladih, ne? Ja. Potreba po mladih, ne? Da tudi sami pridejo not, če še želijo, ne? Ker delati koncert, delati neki festival, biti vključen neko bodi si kulturno, bodi si glasbeno, bodi neko umetniško sceno je dosti težko in organizirati, to je čisto neka druga sfera. Ker pride samo na koncert, če priš ti kot na koncert opazovalec, kaj ti priš na koncert, vidiš pet, ti greš domov, ampak pride do koncerta in cel ta proces je pa dokaj, ja, je zahteven, ampak če želiš nekaj delati in če imaš voljo, brez mladih ne bo šlo. To je, da si ne spomnila. Ker mladi tako kot je Jure in dobro, mislim, vsi smo mladi, ampak pač te novejše generacije, ne, pač to manjka, ne. To sem hotel, ja, tudi izpostaviti, no, mislim, tako Mirna nas je povabila kao tu kot primer dobre prakse, no. Čeprav jaz še vedno nisem zadovoljen s tem, pač nisem še na tem, kar bi si jaz želel, da smo, ker če se nam jutri sprdne, da se ne da več in dvignemo roko, ne vem, kdo bo prevzel to, oziroma stvar zaenkrat ni še trajnostna, ne. In tu je predvsem pomembno pač vključevanje novih generacij, da lahko pol oni prevzamejo in sproti tudi prenesejo to na mlajše, ne, tako da stvar postane malo bolj trajnostna. Zdaj, tako pač pomembno se nam zdi, to se tudi jaz zadnjič izpostavil, ko smo imeli sestanek, da bi mogli nekako začeti razmišljati o teh nekih mehanizmih vključevanja mladih in jih mentorirati, ne, oziroma usmirjati. Zdaj, jih pametovati non-stop ni cool, ne, pač tako dobiš nek odpor, saj jaz bi dolgo, no, ko mi začne nekdo pametovati, ja, to moraš tako in tako narediti. Ne, pač nekako jih usmerjaš, poveš svojo izkušnjo in pač naj si pol sami iščejo svoje poti, ne. Mogoče bojo imeli kakšno bolj inovativno idejo oziroma malo boljši pristop, kot smo ga imeli mi, ne. Mogoče kakšno boljše idejo, ne, za organiziranje, bodi si kulturno, bodi si umetniške glasbene scene, ne. Kar je dobrodošlo. Pač ne moreš se držati kot pijanec plota, pač tega načina, ki ga zdaj uporabljaš, na primer, ne. Ampak nekako itak je tašen čas, to je dinamičen predvsem, da moraš konstantno se nekako izobraževati in se pač biti dovolj fleksibilen, da iščeš vse nove poti. Kar se mi zdi še ena stvar, kam se to lahko razvijem, ker se mi zdi pomembno pač tudi v ustvarjanje nekih medijev, ne, naprimer, to jaz bi si ful želel enega radija, ne, po vzoru kao je reša nekako. Tu mislim, da nas je kar precej na obali, ki imamo ta skupni interes. Mislim, ker tu, ok, organizirati koncert je eno, ampak tudi ta medijska podpora mora biti, no. Vsi nekako Music Obala, jaz vem, da se trudijo v to smer, ne. Spostaviti ta nek medij, ok, so še na začetku, ampak mislim, da so kar v redu, no, zaštartali to zadevo. Mislim, da lahko jaz pač izpostavim eno stvar, ki smo naredili v Pini. Morda smo bili malo slabši v promociji tega, ampak tle pač vem, da ste ljudje, ki se s tem ukvarjate, mi gor v zraven Marko, zraven MKC-ja, imamo pa sedež Pine in imamo tudi manjši studio snimalni. Dnevna soba, opremljena z mikrofonom, z računalnikom, z mešalno mizo,
In ideja, ko smo to gradili, to smo naredili preko enega evropskega razpiska, majhnega, smo porabili vse skupaj 2000 €, delali smo sami vse, pač stene in to. In je bila mišljena to iz radio, je narejena to iz to. Tako da, če vas vabim, da prijete tudi pogledati, stvar je na razpolago brezplačno. Dobro je, ker se glasba tiče, zaposneti mogoče posamezne instrumente, razen bobnu, ki mogoče malo premajhno, za vokal je dobro. Tako da pač je na razpolago in pač mi smo odprti tudi za take ideje. Meni se radio zdi to dober medij. Jaz sem tudi pač apeliral na RŠ, da sem govoril že z urednikom, da se je zamenjal. Ja, zdaj Tina. Jaz sem jim ponudil, če radio, nekaj dislociran studio, da mi smo na razpolago. No, mislim, lahko da poskočim. Zdaj pač včeraj, danes se zaključijo volitve za direktorja zavoda. Po mojem bi zmagal Tomaž Zanjuk. On ima v programu pač ful sili to, bi se razširil RŠ, tam kjer so univerze. In pač imam interes biti kao connection RŠ kao in pač tle Koper oziroma pač univerze, ne, tako da kakšne plane točno so, ne vem točno, no, kaj hoče imeti, ne. Po moje to je bolj na neki tej, ne toliko nastavljanju programa, ampak kot na bazi informacij terenskega dela in predvsem kao univerze, ne. Ampak to je dobro, da se ve in mislim, lahko lobiramo. Mislim tudi pa za vse ostale naprej pogledam, da Sam, če si pisal Anželjkoviču, pišeš enkrat Tinci. Ja, veš, jaz sem jih trefno to malo pizdaril, to s Kešom in tako, ko so imeli frke in potem pač skupaj malo ostalo v zraku, ampak ono itek poznam cel folka gor in tako, veš. Jaz sem samo v sceni s Zavlo, pa s Polono, pa s temi puncami, pa s connection. Vse to je cool, da vse to je to, ne, pač neke connectioni in... Jaz mislim, za radio bi bilo treba, pa če se dela tu v Kopru, ne, da se poveže tu, da se izhaja iz te lokalne scene, ne, da se izhaja iz nekih scene, naprimer iz Ljubljane. Ne, in tu se mi zdi pomembno, da se povežemo te dejavniki, ki smo na neki lokalni kao altra sceni, ne. Jaz mislim, da je danes radio malo se utaplja, mislim. Ni več to, kar je, mogoče bil radio študent, kdaj 90-ih, če se ne vem, nijem pojma danes, radio... Bolj prej. Ja, bolj prej. Sem mislil več popularen, mislim, da jaz kot v tej skupini nekega mlade generacije je zelo dvojen, da kdo, mislim, ful malo posluša radio, mogoče za RS se še čulimo, da bi italijansko folkci prižgavam poslušal. Jaz sem pa vedel nek obratni trend, ne, da radio vedno bolj spet postaja, mogoče ki jaz zadnji čas sem na hypu, ne reš. Interneta, ne? Interneta, ne. Ker ne poslušaš v avto, radio, ki smo doma. Ja, se jaz poslušam več manj preko interneta, ja. Se, by the way, radio študent, ker moraš, recimo, en primer, moraš loviti preko naših postaj, ne, tako da... Samo vidiš, tako je reš, meni jaz pač ne gledam več televizije že eno leto, razen kakšno tekmo tu potem. In tako, mislim, ne reš, mi je cool medij, ki ima vsebine, ki me zanima in ima način poročanja, ki mi je cool, ne. Ker ne vem, kakšno oddajo Teorema, ne, ki malo sem čudak in poslušam takšne oddaje, jaz ne vem, na katerem drugem radio lahko čujem, ne, oziroma kateri drugi medij lahko to ponudi. Tako, ne. Tako da še vedno, no, to govorimo, mi smo še vedno v manjšini, no. Tudi jaz, koliko poznam, res sem bolj, mogoče spremljam bolj na to elektronsko sceno, elektronike ima, kot vidim, so dejansko scene, so se nastajale in ohranjale tudi preko radio. Pač preko tudi piratskih radijov, prej pač oddajnikov, zdaj online in je pač radio, ki povezuje neko območje. Recimo Anglija je ful značilno to, da se neka scena, neka subkultura v elektroniki veže okoli neke gladijske postaje, ki fula to sceno. Ja, pa to je več folka tam, ne? Ja, to sigurno. Ja, ima tudi kulture, ne, pač poslušanje radija je drugačno, ne. Vse tle pač pri nas... Kaj Tartin? Ja. Tartin je bil, ja, tako dober poskus, nažal je zelo. Ja. Tam se čuš še bolj fukljene stvari, ko ne rešil. Ja. Vse medži zapuščen, to bolj. Ja, smak da je. Mislim, jaz ful mi je dobro to, kar je izpostavil Luka, ne, dejansko, da generacije grejo mimo, ne. Mislim, da tudi vse ti problemi, o kateri govorim, je točno to, ne. Pač, okej, manjka infrastruktura, jaz sem čudil, da bendu je zdaj v zadnjem času mogoče porast, ko
ko se jaz delam v šoku tam 2.6 do 2.9, je bilo full več bendov. Ja, full več bendov bilo. Kdaj so nehli bendi biti aktivni? Ko so začeli pač pripadati klubi, ker pač to je to, ne? Zato je bilo štoliko, ker ni enostavno folka, ne težko izgledati, imamo vsi probleme. Jaz povem, jaz, ko sem bil na nek šoku, je bilo 30-40 aktivistov, zdaj težko spravijo na kup koliko vas je, vse jih formalno na nek šoku. Tam je bilo dejansko... Ima Dijakos 2. Vse, to je v bistvu tako, na Pini isto, tudi mi imamo težave za dobiti mladih, ko pride mladih, in smo vsi na istem, in to je pač nek problem okolja, ki vse, nek način vse implodiralo, mislim. Ja. Se res mi dovolj srečo, ko so začeli s bando, ne, so bile dva, ampak res so si nekako dobili še kolege, kot so bila v Ljubljani, so nam pomagali, ne, ampak ni nekega zagotovila, veš, ni mladih in res brez mladih ne boš naprej, ne. Ker tudi zmeraj je več, tudi ne vem, za karkoli organizirati, zmeraj bo več papirologije, z karšenkoli stvar, zmeraj več te papirologije, nekih formalnih stvari, ki jih moraš, pa če bi ga moraš narediti. In že samo to narediti, ti vzame precej časa, narediti pandemonium, vsi veš sam, kaj rabiš za Jeff narediti. Za narediti pandemonium, koliko časa, koliko je to mesecev? 4-5 mesecev dela. Od papirologiji do občine, do policije, do vseh in ne vem kaj. Meni smo rekel tako, jaz smo pač vedno pravim, da sem utopist in bom ostal, ker če nekaj bi obupal. Najbolj me boli to, meni ni panik, birokracija, ne negane, naredim. Najbolj na živci mi gre, ki malo dobijem občutek, da ni okolje več ne čuti potrebe po tem. Leto zdaj sem imel feeling, da vsaj nekdo šteka, nekdo je vesel, da to delaš. Zdaj imam feeling, da ščijem proti vetru, pa manj ščijem proti vetru, mogoče ko vi, ne. In že za Jeff vidim, da folk, bodi si, da je tle občina, da je tle muzej, vidim občutek, da ne štekajo sploh zakaj je to dobro konc koncev, ne. In kaj še lepo, ko še malo bolj alter stvari delaš, ne. In meni je to ful povezano točno s tem, kot izmanjka generacije, je potem tudi pač ostanejo radiji, komercialni radijske postaje in televizije, tisti, ki učijo, kaj je cool. In bolj zgine, razumeš, in bolj... Ja, kaj si hotel ti povedati, kaj si bil nevako? Ja, ki ful sliši to na koji, da ni mladih, ne. Jaz kot bi si rekel, iz te skupine... Iz TV1? Del mladih, mlajših. Jaz imam malo drugačen občutek, mislim, govorim valjda o teh alter, underground, ta scena, ki ni mainstream. Jaz vem, da je neko nadušen, jaz sem tisti, ki ne veste, sem prišel v MKC, kaj bi še skočil? Ne, povej do konca, ne. Sem prišel v MKC in nekako bila simpatična ta scena in to vse. In sem postal aktiven s tem, da sem gimnazijski koncert organiziral. Torej, gimnazija Koper je bila neka tradicija, da so rihtali koncerti, zmeraj so bili neki metalci. In to je bila zame samo neka govorica, tako, jaz nisem nikoli tega doživel. Ker sem prišel to zamrlo, jaz sem igrišče, ker jaz delam sklece na športni, je bil nek metalski band in pijani dijaki spodaj, to je lahko spet, ne. In ko sem to začel delati, prve vire je bilo težko, ampak se vidi, da interes to je pred mladim. Mislim, ko so moji vrstniki videli, čakaj, kaj ti organiziraš koncert, kaj to se da, kaj je ful bilo, sploh ne ve, da bi se lahko sam vidiš to. Jaz bi to se strinjal z Juretom, jaz postajam malo bolj optimist, ker sem bil enih dvakrat, sem dežural gor v MKC-ju, ko so imeli te mulci, pač resni dan, da so bili 16-17-letniki, ki je bilo tam okoli 30-40 in tako, ko sem govoril z njimi, so vsi izkazovali neke želje, da bi radi bili aktivni in to, samo... Pol ne vem, kot da nimajo informacij dovolj, kam se vključiti, smatrajo, da so to ful zaprti krogi, ne vem, čemu je problem. Ne, to je problem tega, da ne vidijo, če imaš ti 5 placov... Pojem da ne pride niti na preditev. Ne. Ker jaz tam se napalil, vsaj meni se godilo tako, da sem prišel nekam, mi je bilo cool, sem vedel, da folk mi kaj lahko tudi jaz sem prihajajo na koncerte, tam nam prav izražajo željo, da bi radi bili aktivni. Ja, dobro, kdaj? So korajžni ali to? Ja, možno, ne vem. Mislim, prideš tam, se imaš dobro, vse lepo. Tako da obstajam optimist, samo ne vem, nekako...
Je premalo placov, ja. Utopisti ostajamo, ne optimisti, ki je malo ekstremno. Pa dobro ostajamo, samo pač mislim, da tle se absolutno strinjam, treba stvari na sistematični ravni. Sistematični, ja. To je najbolj žalost, to smo tudi občutili, da ne more scena izviseti na 10 posameznikih. Ko se ne bo dalo več, kaj bo? Jaz mislim, da je problem pri tem, ker je to dobro, dan danes je sistem tak, da vedno več papirologije in bolj se po moje, ker sem slišal, je bilo včasih lažje zrihtati te koncerte, si dosti manj dela. Bilo bolj človeško, vse skupaj si se zmenil in bilo to. Zdaj pa, mislim, vsak koncert, ki rihtamo, kleda riskiramo glavo zaradi njegov inšpekt in to, ker valjda pol papirja nam manjka, pa ne vodi. Pa kaj hoče reči, da po moje je to problem, da je toliko ovir in po moje za nekega mladega, ki reče, jaz bi rad naredil to pa to, imam idejo za ta projekt, bi rad ta band, bi mogla biti vrata na stežaj odprta, ja, pridi, imaš voljo za delati, ne. Ampak ni tako, prideš... Ja, okej, pač povej, cela lahko da sem pač en primer, če se s tvojimi sovrstniki... Jaz sem primer, ne vem, sem... Jaz si gaš, kako so še skozi ideje, ajde. Ful ideje, ne vem, zakaj ne bi uštimali plat za bendi, za vaje, ali pa zakaj ne bi ta koncert bil tako, kot jaz hočem, da bi lahko, ne vem, 5 bendov pripeljal in kup nekih pogojev in to, ne vem, MKC-ju, vemo, kaj so pogoji. Števliš taco, ne? Na Kšoku sicer, ne vem, Kšok je ena taka opcija, ampak tudi folk ne ve, da lahko prije tam in vpraša, jaz bi to delal, ne? Pač po eni strani smo mi krivi, ker nimamo še takšnega mehanizma, ki bi pač uvajal mlade. Čeprav ful hočemo delati na temo, smo že večkrat pač to izpostavili željo, da pač DPZN še mlade, oziroma pač MKC, da bi mi prevzeli, da jih uvajamo. Ne, tam ti mi ni vodil. Ja, pač sej. In tle je pač ta problem, ne, da naprimer, če bi ti nekdo pač gimnazijci hoteli narediti koncert, pa en mlad hotel narediti nekaj lahko glupo, ful, neumno, ampak bi mogli pač jih pač, da pride pač notevi. Vse, ko smo mi začeli delati koncerte, smo delali debilano, zdaj. Mi še zdaj to. Tako da, pa znaš, to je ful naivno, smo stvari delali, ne. In ful se naučiš, znaš, mislim, sej... Ja, na začetku je malo težje, pol osvojiš ene stvari, pol tako stvari tako lepo teče, da samo en dan si reče, da smo se pa mi tega naučili, ne. Pač, ko imaš ljudi, ki vejo, ko se ti naredijo in ima neko znanje in ti pač, moraš biti neko mentorstvo, mora biti to, znaš. Ja, ti si recimo v našem primeru ful pomembna vest, ne. Ja. S tebe potem... Ja, ti si nekaj mogo voditi, da pridi. Ne, da se moraš, ne da vse visi na tebi, ampak pač da... Ker mi že zgubljamo stik s temi, ne vem, 18-letniki. Vse to sem hotel prepeti, da jaz sem videl to zainteresiran, ker ko se vidi, da jaz kot njihov vrstnik rihtam, so bili sigurno, jaz vem, da sigurno 3 ljudje bi 100% lahko garantiral, da bi bili vsaj toliko aktivni, kot ste vi, ali pa jaz. Ne imam željo in kje je problem, je vprašanje, ki si prvi. Ne. Pač, končamo tle, da lahko pač problem v prostoru. Po eni strani, pač je samo en prostor, jih ni dovolj. Ja, fotografi se izogibamo MKC samo zaradi storije in tako, ki je to, je malo tudi to prisotno. Mislim se pač razumeš, da je majhno okolje, ima svoje prednosti in slabosti. Ja, to, da potem so neke čudne osebne stvari, potem je... Dobro, to se vidiš tudi v Berlinu. Ja, itak, ja. Tako da imamo tudi v milijonske mesto, ki je full val pred sceno, full hoda, imaš vedno to prisotno, tako da jaz se ne bojujem toliko zaradi tega. Ja, v Berlinu je znaš, se zamirim jaz tebi in nekem drugam direktko in ga stvari ne peko, da nič ne. Tle se nekomu zamirči, nikoma. Nismo nikaš kam družiti. Mene zanima to vprašanje, ki sem ga ti postavil, ta simbioza med političnim delovanjem in, kaj se rekel, kulturnim. Šta ne, te organizacije dogodkov in tako? Kaj, meni se to vse zdi politično delovanje, ne, kar mi delamo. Ti, če organiziraš nek dogodek, si pravimo čim bolj z neko noto, z nekim namenom, ki je izven tega, da si ustvarjamo profit, mislim, in to ni naš namen, ne.
pomembno je tudi, predvsem, da veš, kakšni so tvoji nameni, ne? Zdaj naš namen je pač to, da probam čim bolj razživeti to sceno, ne? Da je tudi potem nekako samozadostna, ne? Da pride do tega nekega ustvarjanja humusa, ne? Iz katerega lahko izrastijo kulturni peseški. In pač to tako naprej razvija sceno. Je pa pomembna ta politična nota, ne? Ker vseeno imaš tu en kup enega lobiranja in iskanja podpore in povezovanja in brez lokalnih oblasti spet ne moreš kaj dosti in povezovanja z drugimi, ne. Tako da to, ne vem, to tako jaz pravim gledati na stvari predvsem v celoti, ne. Eno z drugim težko, da bo eno živelo brez drugega, ne. Tako pravim, čim manj segregirati stvari, ne. Da so strogo začrtane, pri nekih mej. Jaz bi imel dodal to, da marsikdo, ki pač pišu, tam pač pri MKC-ja, v neko aktivnost, ki ni koncertna, ne, in piše s tem, da piše na koncert, ne. Ali pa, ne vem, pač tudi, ne vem, jaz sem pač postal politično angažiran pač preko glasbe. Pač se mi zdi... Tudi bendi, ki jih delamo, ne. Ja, to tudi pač, ne. Bendi, ki jih delamo, se mi stremimo, ne, da delamo bende, ki imajo se neko sporočilo, ne, bodi si ali to neko politično ali neko aktivistično ali pa ne, feministično, karkoli. Saj na naše stremljenje, tudi Panda bande ne to povezuje. Ja, pri Panda bandi se to ful opazi, pri nas niti ne toliko, niti ne strmimo toliko k temu in pač ni to pogoj, da bend mora imeti sporočilo, zdaj če zveni dokaj v redu, smo tudi zadovoljni, ne. Pri nas ni to pogoj, ne. Pa da nima napačnega sporočila, ne. Na to pa smo pozorni, no, na to pa smo pozorni. Ne bomo delali nekih naci bendovih. Ja, če pač tam zanima, kje ti, ne vem, en bend se ti paša, mi bi nastopili, in kje je tisto, ko rečeš, to so neki hudi nacije, mislim, kje? Jaz sem na primer... Pojemo praktičen primer. Jaz sem na primer... Ne bomo praktičen primer. Na primer, nek band sem dali, pač nek band sem omenjal, nalimal link na Facebook, karkoli, in potem nekdo se... Burzima, ne? Kaj? Ja, in potem nekdo je videl, kaj te neke nacistične, pač jaz sem tak človek, da ful poslušam glasbo, muzikalno, besedila se nikoli nisem spuščen, zgodim, kakšen del pomemben, ali pa cel napali, pač se ni treba da menim, ampak... Se lahko menimo, zdaj tle, itak imam jaz bif z njimi, tako da... Pač ne moraš vedeti, da glasba ni samo glasba, ne, to se pač zmeraj moramo bolj učiti, ne, jebiga, ne, pač glasba ni samo glasba, ni samo konzumiranje in igranje, pač da bodi se neki underground sceni in to so pač bendi, ki imajo neko sporočilo. Ja, to štekam, ampak kje ti vidiš, da bend... Okej. Bendi imajo različne sporočilo, tu različno močno sporočilo, kje je ona tvoja varovalka, ko reč ne, ti pa ne boš nastopal, mislim. Ja, jaz sem pač, mislim, mi imamo, jaz imam ful visoke standarde in tudi tako jaz ful mi je malo bendov, ki poslušam, da pač niso politično korektni. In pač kako to gotoviš, ne, jaz sem ful fobije na to, pač meni tako, pač kjerkoli metal band, ki poslušam, še posebej če black metal band, ko veš, se pozanimam ful, pač ga berem po forumih in predem sploh grem poslušati, ne, oziroma pač se držim onega žanra, ki vem, da ni, oziroma pač onega folka, ki dela, ki pač to pač pri nas je ful problem, ne, ena pač lokalen primer ATV-ve, ne, oni so hoteli pač imeti en špil v Italiji in sem pač se pogovarjal z kolegi z Trsta, ki pač igrajo v enem pač doom bandu in imajo kontakte za metal promotorje in sem rekel, okej, lahko daš kakšen kontakt, pač ki kolegi pa bi igrali, pač on igrajo black metal in to in rečeno, gled, lahko ti dam kontakte, ma noben ne bo delal black metala, zato ker pač, ko delaš v Italiji black metal, imaš vedno ti pride tako par naci debelov in folk noče tega delati, ne. In je ta catch, da razumeš, pač na nek način je že ta sama scena tako kompleksna, zakompleksana, da se začnejo neki takšni problemi pojavljati, ne. Medtem ko pa se mi zdi, da pa nujno, da ti si non-stop pozoril na te stvari, da nimaš
tle ne smeš imeti nobene tolerance, pač mislim, se tle vsi strinjamo, da pri teh zadevah se ne smeš pustiti, da se me usklije. Pač mi tako, ko delujemo, izhajamo iz nekih vrednot, ne? So neko osnovo za delovanje. Ne? In zdaj to nekega... Ni vsak za novo, Ja, problem je pač te žanrske, znaš, ne, metal je 100% najbolj novih žanrov, ki se pač razvilo v glasbi, znaš, tako v undergroundu, ker pač so je ves tam, fakt, samo, mislim, ves je nekaj debilna mentaliteta, pač, ne, se ni, to je dejansko pizda, meni je že nahujevec, da pride en porno grind band igrat na metalkove, znaš, ker pač to mi je sporno, znaš, pač, ne vem, je pač seksistično in je debilno in postojevi, ki znaš, so bili ustvarjeni na temeljih enakosti, fakt stari, to ne sme biti tam. In nekomu pač je to cool, ampak tle so razlike v standardih, meni to ni, znaš. In ne vem, pač rajši si ful bolj pozoren in si tako kot jaz zakompleksan ful s tem, ne? In kot da rečeš, pač to je problem pri metalce, ko sem jaz to firko, kaj je bilo, znaš, bolj tako je razkal, samo da se čupajo, znaš, kaj, ne? Fuck, ne, znaš, fuck, je piče z nožem, znaš, tam ne težiti. Ne, mislim, tle ni tolerance, pol vidiš direkt mentaliteto ljudi. In sorry, pač 70 metalec, nočem težati, tam ampak, znaš, pač, mislim, vse posod je debilani, vse ne vem, da pogled, mislim, tle ne vem, to so te scene, ki imamo folk, ne vem, pač ne veš, ne. Nekdo pač je zervala Burzama in pol si stari Burzama zervala, ne. A fakt stari je oddaja, regimo neki polno homofoboj, znaš, ki jih damo, Batman in take scene, znaš. Tle tako je pizda, ali si 100% ali nisi, ne. Ali pa ne vem, pizda pošloš nek hip-hop, ki stari, ko sem jebo, znaš, take scene. Pač to je zame sporno, za nekoga ni, ne. In tle je direkt pač. Se ni samo eno žanro. Ja, tako moram ga malo provocirati, tako, ne. Se ne skrbi metar mene s pubertetom in če. To je res. Ne mi. Spet mi pišem besedo, ki je... Mislim, da si ti ful, ki je... Skrajno, ma ni skrajno, pravi beseda. Ne, sem ful skrajno, sem ful radikalen pri tem. Ker pač drugi skrajno. Ja, ampak se strinjam s tabo, da moraš imeti neke vrednote, da veš, kaj delaš. Neke načela, ja. Ampak... Glej, meni ful se ne zdi nedolžno take, ko je, znaš, ko ima pač nek... Mislim, da včasih malo pretiravaš. Ne pretiravam, pač ti bom pač argumentiral direkt nazaj. Meni se ne zdi nedolžno, ko je, znaš, pač nek X-metal band pač ima neko homofobno besedilo iz jebancije. Zato, ker morda nekdo, ki star tako kot ti tega ne razume to zares. In se mu zdi cool biti kao homofob in da je pač, da je biti gej nekaj narobe. Znaš, pač to je point. In znaš, če pač, jaz to verjamem in zato to mene moti. In pač zato pač pojmo nekaj narediti. In znaš, tle se ne gre kao samo, pač pusti, da obstaja to. Ne, pač, tle moraš imeti nek, ne vem, ko bi rekel, attitude, znaš. Moja imaš cene obali, fole primer, recimo, ne vem, koliko poznate, recimo Sensation Band, legendaren obali, ne? Ja. Točno ta primer. Če si malo starejši, si spremljal točno sve, da se Viktor zabava in tako dalje. Ja. 15 letnik, razumeš, ko so tam čupali in se metali, mogoče ni štekal, da je to parodija. Poznam band, zdaj bo bolj fuknen tif na lokalu, ne vem, o čem poje, kaj bi bilo. Velika dika. Ful je, ja, pač v bistvu porabno zadeve, ful, ne. Ampak, znaš, ti vam dajem primer, znaš, v Sloveniji takšno stvari gre skozi. Stari, v Nemčiji, mislim, bili nekaj skaj, pač nam niso hoteli delati koncerta, ki so bila neka slika s placa Zvaj, ki je bila poster Jessica Albe v kopalkah, znaš. What? Ja. Dobro, in to pravi, da včasih greste malo preveč v skrajnost, ker če bi iskal, po mojem lahko v 90% bendov najdeš nekaj, kar se zapičeš in bolj na te podlage značiš glasbo. Če tebi rečeš sam glasbo, ok, bom poslušal tam to in če rečeš, ok, pritisneš play, ok, mene ne briga, play. Jaz pravim to tako, oni res dobri, vejo to narediti, da je jasno, da je zebancija. To je moje mnenje. Imaš pa tisti, ki niso tako dobri in znajo biti tudi narobe interpretirani.
Če je res nekaj ful kvalitetnega, je jasno vidiš. Lahko je ful dobro, jasno vidiš, da kje je zajbancija in kako to naredijo. Naprimer Leibach, ne, pač oni so šli na neko to šok noto, ne, da so pač, takrat je bilo to ful hardcore, ne, da so pač nekako vzeli neke ikonike iz Tretjega rajha, ne, in pač kot kontra Jugoslaviji, ne, znaš pač to ful dobro vdano v kontekst, ne, na nek način ne možeš reči, da so kao nacije ali kakoli, ne. Pol pa znaš, imaš neke bende, znaš, iz Polske, ki so polni svastiki, pač to ni zabavce, ne. Mislim, lej. To je odvisno, ker vsak folk drugače dojema, to je zelo težko reči, pa ti rečeš pač kakšna načela? Sam, ja, povem, no. Pač kakšna načela imaš, kaj? Lej, en primer, naprimer... Kaj, zame glasba ni samo glasba, ne? Ja. Mislim, ok, zadnji primer mislim, da že ful čas pač debatiram o tem, ki ni bilo pač toliko tema. Če pogledaš, pač pri nas, ta neka kao desničarska scena, ali tukaj v Sloveniji, to lahko rečeš, kao da ni naredila neki ful škode na mladih, ne. Ma pogledaj primer Mađarska, ali pa Rusija, ali pa Poljska, kjer vzemaš, da imaš kirokeze in te folk zaštiha na ulici, ne. Kaj če bi vzemaš, da bi iz enega, naprimer pač, da bi en tak idiot v Sloveniji se zgodil in bi, ne vem, bil enega toga kolega, ki ima, ne vem, pizda exploited majčko. Se te ne zdi to najbolje? Da nimaš nula tolerance. Ali pa da bi, ne vem, imel enega kolega, ki je gej in bi ga nekdo prefukal zaradi tega. Ali pa ker je črnc. Ali pa ker je črnc, ali pa ker je kakoli, znaš, mislim. Gej se dodaja. Hrvat. Pač, ne, to sem hotel. Tako, tu se lahko zdaj navežemo, to je več kulturnost, ne. Ki pač ljudi mirno zanima, še da to obdelamo. Pač več kulturnost, meni je ful prijetno, tako ko ješ z bendi in tako zraven tebe sedi en Čeh, pa tam čez je en Srb, tam mogoče se znajdeš kakšen Anglež. In tako da vidiš, se spoznavaš ljudi in ugotoviš, da niso neki ful drugačni od tebe, no, so tu neke kulturne razlike, ampak za onih par ur, ki se družiš, se čisto dobro razumeš. In tako tudi več kulturnost v tem žanrskem smislu se mi zdi precej pomembna, da pride do te raznolikosti, ne? Da ni non-stop metal ali pa non-stop reggae, ne? Ki potem se zgubiš v enem žanru in ne more priti do ustvarjalnosti, no? Tu se na Florido lahko navežem. To je en avtor, ki utemeljuje kao vzpon tega ustvarjalnega razreda. Ja, to je ena dobra praksa DPZN-ja je, da dela koncerte pač ful različnih žanrov, ne. Medtem ko pač naše aktivnosti so tako ful žanrsko omejene, ne, pač en večer je samo metal, en večer je samo punk rock, en večer je samo reggae, takšnega, ne. Se mi zdi to, ta praksa kao pač mešanje stvari ful bolj produktivno za mreženje mladih, ne. Ne pride samo za eno stvar, ki pa pride na en koncert in ne pride na drugo. Da je eno večeru reggae, metal in punk. Jaz sem ful malo takšnih izkušenj. Res, tako pač ponavadi ful žanrsko omejeno. Ma tu se malo bojimo, ne, to spet tako radikalno mešati, ne, ker ne, se bojimo, kakšen bo odziv publike, ne, ker ni vedno, ne zna biti pozitivno, več posebej, ko ljudi, ko neki čujejo, ko so na neki navajeni in potem čujejo nekaj različnega, ful znajo biti tu neki mešani odzivi, ne. Povej. Ma se mi zdi, da ni tako hudo, kot si povedal, ne, ker se mi zdi, da pač večinoma folk, ki pride na koncerte, so tolerantni in pač na en punk koncert pride tudi metalci, na en metal koncert pride tudi punki. Cele tvoje generacije. To je gled naše generacije, to je bilo. Zdaj, če imaš samo nas povabila, res ne moreš zmiksati metal pa reggae, recimo. Žal, če imaš 2-3 urce na volje, ni šans, pač to ne gre. To je lahko na prireditvah, ki so recimo vsak dan, pa več ni, nekaj tako. No, ne vem, zadnjič, ko bil reggae v Trente Treju, ne, to se tudi v tem smislu govoril, ne vem, so dobili novega člana, Tinčka, in on je malo bolj zmiksal stvari, ne, je malo bolj svojo ustvarjalno noto dodal, ne, ampak folku to ni bilo všeč, večini, ne, so se bili, kaj to miksa, ne more spustiti normalno komad, ne.
Ampak po mojem ni, to je samo folk, ki je tako navajen, ker je čisto v redu ti zmiksal vse skupaj in vse skupaj povezal. Je veliko dobro, ki je malo bilo drugače. Mogoče bo drugič, mogoče bo tretjič. Ja, tako da tu je pač vzgoja publike je tu pomembna, ker pač kot je rekel prej Borut, se mi zdi, da če ni neke te nas oziroma te scene in pol pač te mainstream mediji diktirajo, kaj je cool, ne. Ali si mislila tega drugače? Ja, povej nam Mirna, kaj si ti mislila? Mene zanima še eno vprašanje, recimo na Balkanu, kako se pogovarjate? To je flow vprašanje. Jaz vedno pač si lomim jezik v moji srbo-hrvaščini. In se mi zdi najhujša stvar, da se pogovarjamo v angleščini. Ko mi folk piše v angleščini z Balkana, rečem, no, ne, pač, tudi če mi izraz ne razumem, piše mi tvojim jezikom. Jaz vidim, da bolj problem je, da oni nas ne razumejo. Jaz štekam, ne, samo kot jaz govorim slovensko, ali pa v tem moji lomljeni srbo-hrvaščini imajo težave me razumeti, ne. Ok, jaz sem to srečo, da... Počasi. Ja. Ne vem, pač... Ne vem, kaj eno predavanje, vedno sem imel pač neki pač teh sceni, spomnim se kdo in pač ful me pa dobro ta anekdota, da ne vem, pač ko so prišli tle, znaš, pač Italijani, fuck, stari, zdaj bomo zgubili slovenščino, mislim, zdaj pač v Jugoslaviji bomo zgubili jezik, vsi bomo govorili italijansko, pol je znaš prišli Nemci, fuck, stari, zdaj bomo vsi začeli govoriti nemško, pol smo bomo prišli Rusi, bomo vsi govorili rusko in pol je znaš pač postanemo samostojni in vsi govorimo angleško, znaš. What the fuck, ne? Ja, ne, bolj angleško. To je nek totalitarizem, ne, tako da... Se mi pa to enkrat zgodilo ful pijani na Poljskem, kaj en Poljak se ful hotel po polsko pogovarjati in mi je razlagal, da če se pogovarjamo angleščini, po to kao, ste okej. Tako ful, se neki pojabiš, puno, kurva. Mi smo imeli tle letos na festivalu v tem Tripaju, pač Hrvata, Srba in Črnogorca in je bilo ful zanimivo tam. Jaz je barijera, ne. To za te idioti? Za idioti, ja. Srb in Črnogorec niso razumeli. Ne, oni sabo so štekali, mi smo imeli bolj fakti. Ja, slovenščina fakt, da so čisti jezik. Med drugim je vse podobno s tem denarjem. Ja. Sem govoril z sestrom, ne govorim. Govoril ful hitro, pač jaz nisem odraščal v jugi in prav valjda. In sem se jaz trudil, da jaz govoriti v moji poloveni srbo-hrvaščini. Moj stik s hrvaščino je... Dopustil domaci. V bistvu, res. Imam sicer sorodnike na Rijeki. Imam sorodnike na Rijeki, ampak zelo redko gledam. Tako da, ne vem, kje sem, pač hrvaški jezik je podobno, malo ti dopusti, malo... Mogoče kakšne Lord of the Rings, ko smo gledali na HRT. Sam pač, tako kot si jezik je, znaš, pač če greš tam... Ko ni šlo, ono besedo stavek sem rekel v angleščini, a pol vseeno se mi zelo cool pogovarjati naprej v srbo-hrvaščini, tudi če čisto mi, ko smo se štekali. Starejša generacija, naši starši in to, oni so imeli srbo-hrvaščino, ne šoli. Ti si že imel. Ti si že eno leto in petem razredu, nič nisem odnesel. Tako da izgubljamo, ne, mi počasi stik s to srbo-hrvaščino, po moje, ne, ki tako dobro, ajde, jaz 3/4 Hrvati, nočem je Hrvat, ni neki panike preveč. Sam jaz se tudi precej lovim, ko prijem dol, ne, pol en teden, ok, se da pričati. Ampak ja, ne vem, meni se zdi pomembno, da ohranimo tudi ta stik, mislim, ki ipak spet jeziki niso tako različni, ne. In tudi, ne vem, jaz če vem govoriti 4 jezike, se počutim dosti bolj bogat, kot da bi vedel samo enega, ne. Tako da, ne vem, mogoče bi mogli ohraniti ta stik, oziroma gojiti še vedno ta kulturni prostor od bivše SFRJ, ne, ker Slovenija tudi sama po sebi je precej mala, ne, in je pomembno tudi za te bende, da se tudi po Balkanu, za te slovenske bende po Balkanu promovirajo, neki je... Je območje malo večje, da ne rečem to. Da, mislim, če pogledaš samo kaj je novi val v jugi, kak pečati posto, mislim. Enkrat smo mi tudi v Jugoslaviji se produciralo nove smernice, ne, in nove žanre. Poezija, novi val, vse to. Če danes pa bolj črpamo, mislim, zaostajamo itak ponovadi vedno 2 leti iz teh drugih centrov, ne, evropskih, kot je London ali Berlin, ne, iz tam prihajajo te žanri, potem jih mi malo skopiramo in hočemo biti čim bolj podobni.
Medtem, ko bi raje, pač bi mogli sami ustvarjati to in ne biti bolj ustvarjalni. Upam, da sem nekaj kaj smiselno. Ne, po drugi strani pač to neka povezanost na Balkanu se mi zdi tako ful pomembna, ampak se mi zdi, da ne delamo dovolj na temu. Ja, no, mislim, to je lih to, no, ki je dosti tu v Sloveniji, v tem okolju, teh pripadnikov nekdanje SFRJ, ne, in no, lih zato je dober ta kulturni inkubator, ki hvala njemu smo mi danes tu. Da pač goji tudi to, da pač se čuti to pripadnost, da je tu in da pač pride do nekega zlitja kulturno in da gradimo na tej Mene je to zanimivo, raznolikosti. ko gledaš te organizacije, pa nič proti temu, ne? To pač zmoš teh folklornih zadev, zmoš ni neka društva, ki so diaspore, recimo srpska, hrvaška, karkoli, pa ne vem, koliko malo izkušnjo imate vi, recimo jaz nisem nikoli sedel, da bi pripeljali nek punk band, ki je ful cool, ne vem, v Zagrebu, v undergroundu, da bi ga eno tako organizacijo pripeljala govoriti. Tle mogoče je potencial v tem, ne? Ker verjetno temelji na neki narodnostni enoti, ne? Se to je bilo moje vprašanje. Gojenje neke več kulturnosti, okej, koliko je narodnost pri tem pomembna, pride do izraza, sploh med bendi in tako dalje. Po drugi strani pa gojenje več kulturnosti nasproti diskriminaciji. To, ti si omenil geje, ne, to so tuji manjšine, ne, na primer. Ali je to neka spolna orientacija, ali je to na etnični bazi, to so vse manjšine. Tako, v tem smislu se mislim. A mi pripeljamo kar dosti tega balkanskih bendov, ne? Smo se ne ukvarjali neposredno, recimo, kot jaz spremljam sceno se, recimo rap, tle lokalni ukvarja ful s to manjšinsko, narodnostno vprašanje, ne? Pač te lokalni raperi so vsi, večina, ki je drugih narodnosti in tudi v komadih to pač izpostavijo, ja. Se imajo potem drugi išejo, tudi ki ste prej izpostavili, ampak pač to je recimo taka zvrst, ki se zdi ful neposredno povezana s tem. In tudi tle, recimo, to je ful zanimivo, da če gledam drugod po Sloveniji, po sceni je ful bolj razvita ta rap scena, tudi v samo nekih prizoriščih, kot je tle na Obali. Ja. Na Obali, ja, na Obali. To lahko pač ti si imel izkušnje s tem, jaz nima kaj govoriti o tem. Ma ja, no, pač jaz sem pač te, ki so zdaj reperi tu iz Kopra, to smo se vsi tako družni med sabo, ki izhajamo bolj iz tega okolja, teh tam nekdanjih pripadnikov SFRJ, da so bili Hrvati, Srbi, Makedonci in malo manj Albanci, ampak... Tag life in to. Ja. Samo ne vem, pač tu mentaliteta je malo omejena pri njih, ne, ker tako, ne vem, tako v komadih se zdi, da so ful povezani, medtem ko priješ tam v družbo, povedi, da so vsak nekaj zamira med sabo in tako, kaj se hoče reči, smo zelo. Mislim, koliko res vem, je samo takrat, ko smo preko Šoka delali Unifar Plan, ko smo dejansko pripeljali Adja in to bando na koncert v MKC-ju. Potem tudi jaz sam sem probal, ono so rekel, dajmo kaj narediti. Jaz jih probal že večkrat angažirati in to, en koncert smo izpeljali. Bilo je precej dober odziv. Potem nič, kaj, sem se te ljudje so spet zginili in čez nekaj časa rekel, nič bom jaz naredil nov drugi koncert, rap, ne, in Ado se je užalil neki. Zakaj, mislim, kot češ, nisem povabil nobenega od njih. Sem si mislil, vse sem že dosti krat težil, pa veste, kje sem, ne vem, tako da. Tu je mogoče malo problem tega dojemanja samega sebe, mogoče, kaj pa vem. Tako da ja, tu v rapu je najbolj izpostavljena ta nota, no, ampak mislim tudi v drugih žanrih, to je malo stereotipno, da je samo v rapu, no, mislim tudi v metodu, ne, Demirović. Pa tudi v punku, no, in v drugih žanrih so pripadniki nekdanje SFRJ, ne, ampak in tako se napijemo, smo si bratje, ne. Rakija, korekcija, nekaj. Ja, to. Ja, ne vem, pač tako, meni je bilo ful zanimivo, da kakšno srečo pač smo imeli mi, da smo mi pač v Sloveniji, da imamo pač tak pasoš, da lahko gremo kam hočemo in smo imeli pač, imamo tako pač kolegi iz Bosne in Srbije, ki so isto v bendih in pač dokaj niso pač te vize skinili pred 5 leti, jaz sem čutil take zgodbe, da ni šan, pač ljudje niso mogli iti ven z države, pač tako kot bend, kao, ne. Tistih lahko povabimo, nikoli ni seveda, če bojo prišli, ne.
sem dal, zdaj je to ful boljše, tako da zdaj ta flow bendov je vedno večji, pa če pogledaš malo teh primerov, ki so Ljubljani ali tale ki na Šiški, pač vse to malo tako bolj kao fancy komercialno, pač bendi prihajajo, ne. In tudi scena se razvija boljše dole. Zdaj tako, najboljši plac za punkčno na Vulkanu je Novi Sad. To je ena ekipa, ki so pač, so straight edge in so začeli furati prav to, imajo na TV sceno in pač biti politično angažirani in so ful mladih privlekli, kot politično angažirali, pač preko glasbe in tako ful dobro se organizirani, ful imajo energije in tako pač ful se podpirajo med sabo, hodijo na koncerte pač izven svoje države in tudi tako vidiš pač napredek na bendih, ne, tako da so dosti bolj zanimivi in to velja še predvsem za Srbijo in Makedonijo. Makedonijo pa hvala predvsem ekipi iz FPO. Mislim pač Bernus propaganda zdaj, ne. Pač FPO je po mojem najbolj pomembnih balkanskih bendov iz zadnjega desetletja. Pač oni so pripeljali res ful enih stvari dol v Skopje in imaš zdaj ful nekih mladih bendov, ki pač tako, možda niso toliko originalni modelajo, pač so kreativni in kaj, včeraj so bili 2 makedonska benda v Gromki in pač ta mobilnost je zdaj ful večja in tle pač lahko išno debato, ne, da koliko nas meje omejujejo. In po drugi strani, mi ki nimamo mej, pa vidiš, koliko smo malo povezani z Italijani, ne, pač s temi bendi, ne, smo ful premalo povezani, ali pa pač samo isto kot območje, ne. Tako da jaz mislim, da tudi na tem delu, kako se tiče alternative, neke mladinske kulture, bi mogli mi biti neki katalizatorji in pač najdeti neke ideje, kako bi pač bolj povezani in ker pač meje so neka fikcija, znaš, se mi zdi, da pač si jih delamo v glavi, ne. Tako da to se mi zdi tako tudi ful pomembno, ki se pa premalo izpostavljajo, ne. Čeprav se proba, ne, ki sem še vedno premalo. Jaz imam na Jeffu isto problem, ne. Skozi Omišlažje, imam kontakte s Firencami, z Raveno, z Ferraro, s Trstom ful težko, razumem, da bi imel bende tle iz neposredne bližine. Isto z Istro, ne. Šel v Zagreba, Jani, Panike iz Istro, ful težko dobim, razen pač ono res, kot se rekel prej, tipo, razumeš, da ti kompetiraš neke promotorje, kakoli, mi tudi ne delamo po tem principu, ne, iščemo sami bende, ne. In ono ful težko prijeti, ne. Jaz imam feeling, razumeš, da so dejansko, če si ti zaradi meje, si nekako obrnem proti centru države, imaš hrbet proti meji, ne. Enostavno se obrnemo na stran, ne. Vse tudi ni isto, vse pač ni kakoli različno, ne. In to je ful škoda, ne. Tukaj imamo potencial ful cool. Ja, sem pač čisto nek specifičen primer, ker imate ful malo prizorišč, ne. Pač Pula, razen tega, da prihajajo Angleži delati festivale, imaš še Rojca, pač ta klub v Puli, ki ful ni aktiven, pač jaz pa imajo ful bendov, on jim pač Pula, koliko je velika, mislim, 70 jurjem. No, ima ful bend. In Rojc je ogromen, ne. Mislim, imamo dober kontakt z Metamedijo, ne, če poznaš, Rojcu Metamedija, tam spodaj, tipo v kleti imamo prostore. In ja, imamo tudi oni na radio Istra, imamo tudi oddajo. In ja, in mi je rekel, razumeš, tam imajo ful placa, v bistvu ni vsebine pa i manjka, ne. Ja, in to ful škoda, ne. Mislim, se tudi tako, da bi neke izmenjave z bendi, to je pač ful enostavno narediti, ne. Mislim, se tako pač s to ekipo s Pule, tako smo se kaj poznali, ne. Pol po drugi strani pa to je Rijeka ful zanimiva, Rijeka ful tako zdaj postaja vedno, ja. Rijeka ima punk sceno, ono legendarno. Ja, čeprav zdaj tako kar zamerili, imajo pa ful malo bendov, pa ampak zdaj so prišli do, mislim tako Intermezzo, ekipa, zdaj pač je prišli do tega placa Palah, Palah je najstarejši klub na Balkanu. In zdaj naslednjo sezono bo izdelal Flioni program, prej pa bil Palah, je bil kafič, tako neki koncerti so delali. Jaz celo sem enkrat zbukiral koncert za te kolege z Amerike, tam ki je bilo prerazno, pa te ljudje so gledali, tako. Ampak, ja, skupaj moje zdaj bo ta Rijeka postala še bolj močna kot je, ne. Kar se tiče... Dobro, se mi kar gradimo te povezave z Rijeko in Pulo, se mi zdi, mislim, predvsem preko teh izmenjave nekih bendov, ne. Ker potem delaš ti, ne vem, bend iz Pule in potem tvoj tu lokalni bend lahko gre dol v Pulo, ne.
Ma tudi to, veš, da se obiskuješ, veš, če ti greš lahko iz Kopra v Ljubljano, lahko greš tudi iz Kopra v Rijeko, je 1 ura, veš, ti ko prideš na Rijeko na koncert, veš, da bojo ful zadovoljni, no oni čakali, no oni bojo prši, veš, to je to, da ti hodiš, da ni vse centralizirano, samo Ljubljano, veš, ta centralizacija, bija, To je tudi en problem, ki ga nismo pač imeli, centralizacija, ne, kar preveč problem se mi zdi, da je pač delanje teh bolj manjših koncertov je omejeno samo na Ljubljano, pač vse se ne splača delati koncert na tednom tle. Iz tega zornega kota financerjev mene blazno moti to, da če ti narediš stvar v Kopru, je to lokalnega pomena. Če narediš isto stvar v Ljubljani, je to nacionalnega pomena. Ja, to je res, ja. Ja, centralizacija v Sloveniji je grozna. Dobro, koliko bomo še časa mirno? Koliko se ga zove? Jaz bi mogel navajati čas. Vem, da je to koliko je. Se nas je dobljamo na en čajni čik, pa nadaljujemo tam. Dobro, no, jaz bi počasi zaključil, no, jaz se zahvaljujem vsem, ki ste prišli. Upam, da je bilo dokaj toliko zanimivo, da ste izvedli kaj novega, oziroma da smo izpolnili vaše pričakovanja. Hvala Mirni, da nas je povabila, ne? Hvala. Se počutimo malo počaščeni, no. Tako da nič, to je dom. Ja, pa še se vidimo. Predlagam, da bi lahko se večkrat imeli take debate, se mi so konstruktivne za ideje. Vse na koncu je spadlo bolj javna tribuna, kot delavnica, ne. Dobro. Hvala. Hvala. Hvala.